Živijo, moje ime je Darja, sem ustvarjalka naravne pomlajevalne kozmetične linije Majerula in sedaj tudi kreatorka inspirativnih pogovorov Bodi dobra v svoji koži. Pogovarjala se bom z gosti, ki me navdihujejo, in Mojca, ti si nedvomno ena od teh. In z nama je tudi Miha, ki je bil že dvakrat moj gost in je prvič z mano prebil led. In ker se vidva še bolj poznata kot midve, smo rekli, da bomo sva rekla, no, da bova kar oba. Tako da lepo pozdravljena, zdaj me pa zanima, zdaj pa utihnem, da se še vidva lahko pozdravita, pa mogoče povesta, od kod se pa vidva poznata. Živjo, jaz bi pa najprej se zahvalila za povabilo. Sem vedno vesela takih kreativnih, navdihujočih pogovorov. Midva, Miha, po mojem sva se spoznala preko Instagrama. To je to, ko si kdaj kaj pokomentiraš, pa kaj napišeš. Jaz ne vem, če nisem jaz tebi enkrat nekaj pisala v zvezi z nečim, pa si pol rekel, a narediva kakšno izmenjavo, in pa sva se dobila in sva se zaklepetala. Sploh mislim, da takrat ne vem, če sva izmenjavo naredila, sva se kasneje, ali kako je bilo, dobila, ali sva jo. Mislim, da sva jo čist na koncu, ampak predtem sva pa imela zihrane 2 ure čajka. A res? Ja. Pol smo dobri zdajle, vsaj za 1 urco. No, jaz dam namero, da bo to en tak čudovit pogovor za vse 3. In midve sva pa tudi klepetali, en cel odmor pri Mihu na dogodku, če se spomniš. Takrat sem te v bistvu prvič videla, oziroma da sva kaj rekli. Sicer pa sva bile na vezi online, ko si naročila kaj, a ne, od Majerule. In jaz sem tudi počaščena, no, to bi mogla že najprej povedati, da si pa ti najina gostja. In zdaj bi jaz vprašala tebe, Mojca, pač kdo je Mojca? Jaz vem, da si ti igralka, ker sva bila z Mihom pri tebi tudi na predstavi. Monokomedija Nikoli ni prepozno, spomniš? Do solz sva se nasmejala. In vem, da si tudi pisateljica, ker sem prebrala eno tvojo knjigo, Pobegla radirka, ki jo je Maja pol tudi v bistvu svoje obe prebrale, da jo povedala v šoli. In pa sem šla googlat, da sploh to ni edina knjiga. In me zanima, kaj o tem, pač, kako to, da si sploh napisala knjigo za otroke. Ja, to. Knjiga za otroke, jaz odkar pomnim, rada pišem. In se mi zdelo zelo logično, da prej ko slej bo kaj nastalo. Knjiga za otroke, po mojem, lovim ta vlak, dokler je mojim otrokom, so te zgodbice še zanimive in zabavne, tako da sem rekla, se moram brcniti v rit, ker jih imam še 4 na lagerju. A Da res? jih hitro sfiniširam, da se potem lotim še drugih pisateljskih podvigov. Tako da ja, te zgodbice so vse navdih v bistvu dobile pri mojih otrocih, ker si vemo, ko imamo otroke, si možeš mišljevati eno dobilo enih zgodb. In pa sem enkrat rekla, pa kaj, če bi pa kakšno od teh zgodb še malo dodatno razvila, razširila in jo zapisala. Pa najprej prvotna ideja je bila celo, da bi jaz čistko za njih, ne vem, sam dala sprintati pa vezati. Pa mi je potem rekla ena prijateljica, pa kaj boš sam za njih, pa te to ponudi kakšni založbi, no in tako. Evo, tako je šla stvar naprej. Super. Kaj pa knjiga za odrasle? Zdaj malo si že namignala, da mogoče, ker jaz sem takoj pomislila, ojoj, Mojca ima tako zgodbo, ne, in tako bi bilo dobro, da vsi imamo nekaj od tega. Takrat po gostovanju v oddaji Zvezdane me kar nekaj založb kontaktirala. Pa sem bila tako, ne da se mi pisati zdaj o tem, o ničemer, ne samo o tem. Otroške zgodbice so vseeno to krajš, da se brcneš v rit, pa imaš relativno hitro narejeno. Ampak vem, da me čaka tudi ta stvar.
Vem, da zdaj je ogromno teh polemik, kaj se zdaj toliko medijsko prepoznavnih ljudi loteva pisati knjige, pa zdaj služiš tem ali ne, ali se prodajaš ali ne, ampak jaz imam res na dnevni bazi, mi toliko ljudi piše in prosijo za nasvete in vpoglede v ene stvari. In jaz želim res vsakmu odgovoriti, ampak kdaj mi ne znese. In pol še v nas poročila, ti kar zginejo po nekem času in pol imam slabo vest in se nekaj, evo, že zaradi tega bi stvari strnila v eno knjigo, da je vedno tam na voljo, ne? Za kogarkoli, ki bi rabo navdih ali pa neko pomoč pri iskanju neke smeri. Predvsem to, da se vidi, koliko je ta pot k sebi, k svojemu zdravju v bistvu obsežna. Ni, da greš na delavnico 2 ali pa prebereš knjigo 2 ali pa nekaj zmeditiraš, ker se razprostre čez toliko enih dimenzij tebe. Ne? Tako da to, kar si mi na začetku vprašala, kdo je Mojca, ne vem. Veliko Jaz sem stvari letos si. vpisala študij telesno orientirane psihoterapije. Zdaj sem 1. letnik in ravno sem končala 2. modul. In se potapljaš zelo globoko vase. Zdaj v 2. modulu smo raziskovali to skizoidno fazo, obrambne mehanizme, ki se v bistvu izgradijo 3 mesece v maternici do 6 mesecev življenja. In ko ti prepoznavaš vse te strukture znotraj sebe, ko se ti začne osvetljevati, zakaj reagiraš, kot reagiraš, zakaj vzpostavljaš odnose kot jih, zakaj naprimer jaz imam še tako vse odprto, to je značilno za skizoidne strukture, ker so bežale iz telesa, ker so bili občutki toliko neprijetni, pa toliko je bilo negotovosti v teh prvih stikih, da si bežal navzven. Tako da, evo, mogoče 4 leta bom kaj bolj jasno znala povedati, kdo Mojca je. Ne. A to je tle v Sloveniji? Ja, lani so začeli s študijem tudi v Sloveniji, tako da mi smo zdaj druga generacija, oni so drugače iz Zagreba, CIR. Jaz se nisem vpisala z namenom, da bi postala psihoterapeutka telesno orientirane smeri, čeprav mogoče me na koncu potegne, ampak zaradi lastnega dela na sebi. Ker prvi 2 leti sta tako strukturirani, da v bistvu je za to delo na sebi, za notranji razvoj. Kdor želi za terapeuta, pa seveda študij potem nadaljuje. In jaz bi to res priporočila vsakemu. Mislim, to je toliko aha momentov in predvsem mi je tako, ko vidiš, koliko ljudje enega časa in denarja v bistvu skoraj zapravimo za te neke, a veš, ki pa treba iti, to je vse super, ne me narobe razumeti, ampak če ne gre skozi telo, če ne zintegriraš, če ne potegneš noto celice, je vse skupaj res tako čez ramo vržena stvar. Je ta integracija, to se mi zdi, da zelo zapostavljamo, no? Ogromno. Ko delamo na sebi, pa da je v bistvu integracija glih toliko vredna, kolikor ena sama izkušnja, ne? Oziroma integrirati to izkušnjo. Enakovredni delež je, ne? Tako, ja. Ker in to je to, kar je najbolj, ko greš po teh, jaz ful slabo prenašam te sharinge na teh raznih duhovnih stvareh, ker je toliko ene odzemljenosti. Ko gledaš te ljudi in pol kar neki filozofira in rečeš, pa kaj boš s tem v svojem življenju? Nič ti ne pomaga. Ja, pa videla sem Marijo Magdaleno, ugotovila sem, da sem bila Kleopatra, ne vem kdaj. Ja, pa mislim, kaj je zdaj s tem? Ne? In problem je v tem, ker ko ta neka prepričanja hecna, ne, da zdaj, če greš raziskovati lastno duhovnost, je to beg od telesa. Ne, pač vse mora iti skozi telo. Sam, da se naučimo poslušati in zdraviti to telo, da ga sploh, veš, koliko smo ga obremenili z vsem, in s hrano, in s televizijo, in z odnosi slabimi, ne. To bogo telo tle kar, veš, hira pod težo vseh teh naših mask, ne. Se v bistvu ti imaš dokaj podobno zgodbo, glede tega, da si tudi iskal stik s sabo in bi tudi lahko napisal kdaj kakšno knjigo, a ne? Se jo bo, a ne? Mislim, ena knjiga se že piše, ampak je... In jaz nič ne vem o tem, ali kaj. Ampak je bolj mišljena kot priročnik za novo dimenzijo podjetništva. Tako da ni čisto moja osebna, ampak bo tudi to prišlo, no.
mi je pa bližja forma film, kakor pa Ja, knjiga, vem, ne, ja, tako tebi, da ja. bomo videli, kam bodo šle smeri. No, ampak zanimivo, tudi poznam eno igralko, ki je šla v bistvu v to smer zdravljenje preko sicer plesa, a veš. Tako da, ja, pač imamo različne poti in mogoče tebe res pokliče, ne samo za sebe, a ne. No, jaz moram povedati, da sem te poslušala, se ti si tudi najbrž poslušal v podcastu. In tam si meni bila pač res navdih. Sploh kar se tiče zaupanja, kar bi mogla midva imeti včeraj zadnjič pač temo. In jaz bi se rada tukaj na tem mestu dotaknila pač tvoje zgodbe, če dovoliš. Razlagala si o bolezni, kar si najbrž tako že večkrat delila, a ne? Da si nekako, če sem si prav zapomnila, pri 4 letih zbolela za obliko, torej obolenjem kostnega mozga, se 2 leti intenzivno zdravila, pozdravila in v odrasli dobi se je bolezen ponovila v drugi obliki, za katero so rekli, da je neozdravljiva in so bili črnogledi, a ne? In ti v bistvu temu nisi verjela in to je bilo meni ful fascinantno, mislim, res fascinantno, da si ti se odločila, da zate koncept neozdravljivega pač ne obstaja in da nisi mogla pravzaprav verjeti, kako lahko kdo sploh predaja, da je to neozdravljivo, a ne. In me zanima, na kateri točki si to ugotovila, da to zate ne obstaja in da ti boš to pozdravila. Ali je bilo to po parih dneh joka, ki si tudi omenila, ne, kar je pač normalno, in si pol takoj že v to verjela, ali je trajal en čas? Ne, v bistvu tako. Tistih prvih 14 dni je bilo, ali pa mogoče malo več, saj ne vem kako, v glavnem, že zelo zgodaj sem imela to v smislu, pa kako ti lahko kdorkoli reče, jaz ne morem reči za vaju 2, kaj lahko dosežeta, kaj ne, kaj je možno, kaj ne. Pač to lahko samo take, samega sebe, pač sploh, a veš, ustvaril, ve, kje so njegove meje. In zato je meni tudi super, ko gledaš, ne, tudi ko gledamo Luko Dončića, na primer, ki podira meje možnega znotraj, ne vem, košarke. To je to, ko pridejo posamezniki in za vse nas v bistvu malo razširijo to polje možnega delovanja, malo više dvignejo letvico. In zame to pomeni evolucijo človeštva. Se pravi, da so neki posamezniki, ki na različnih nivojih dvigajo to letvico in potem mi vsi temu lahko sledimo, ker vemo, kako človek deluje. Dokler nečesa ne vidi, tega ne pozna. Ne? Res je. A se spomnite, se je bilo v eni knjigi, so o tem govorili, ko so bile te antropološke raziskave, ne vem, kje so že prišli na nek otok, ne vem, kjerem oceanu, so prišli pač, neki raziskovalci so prišli tja in v resnici so bili čisto paf to ljudstvo, kako so oni take razdalje lahko v tistih majhnih čolnčkih, kako to je nemogoče. Samo ta glavni vodja, šaman, je videl te ogromne ladje. Oni so pa videli samo te čolnčke z vesli, ki so od ladje do obale prišli. Ne? Zato, ker oni tega niso imeli nikoli stika, torej tega ne vidimo. Pa si rečeš, česa vse mi ne vidimo. Itak, a veš, itak. Ne? Ja. In zato je tako pomembno, da smo vedno, meni se je najprej zdelo, pa kaj če mi jaz zdaj to svojo zgodbo sploh deliti, kaj če to je moja osebna zgodba, ampak potem si pa rečeš, ne, zaradi tega, ker s tem, ko obelodaniš stvar in jo daš vsemu v pogled, vsem daješ to možnost tega razpona. In ja, jaz sem zelo zgodaj, no, si to rekla, lej, samo jaz imam pač svoje življenje v svojih rokah. Vedela pa sem, da zaradi agresivnosti zdravljenja v otroštvu moje telo res blazno, tako burno na vsako stvar reagira.
to obolenje, se pravi mielodisplastični sindrom, ni da je čist neozdravljivo, mislim, ozdravljivo je s transplantacijo kostnega možga, kjer je pa zelo pogosto stranski učinek, je ravno spet mielodisplastični sindrom in nekaterim ljudem se to dogaja, da se ciklijo ali kakorkoli. Ampak jaz sem vedela, da pri meni transplantacija odpade. Zaradi tega, ker bi me pokončala, ker vem, kako moje telo že na neke blažje posege odreagira. Čist, tako, kot da je konec sveta, ne. Se pravi, tebi je zdaj ok govoriti o tem, o bolezni in to? Ja. Ja, ok. No, in ti v glavnem si svoj fokus, energijo in vero usmerila v to, da bo to mogoče. In si šla na potovanje, a ne? Potovanje, raziskovanje alternativnih oblik, zdravljenja prehrane, in pa potovanje vase. In si hitro ugotovila, da v bistvu itak ni samo fizično telo, a ne, da je treba pogledati emocije, blokade, energijske in pa iti v podzavest, kjer se furajo naši programi. In me zanima, v bistvu, s čim si to pogledala, te programe? Pa kaj relevantnega so ti za bolezen povedali, recimo? No? Ogromno enih modalitet sem sprobala, ker sem res iskala ključe. Pa res, da se nisem nikamor upela, se pravi, nisem postala sledilec nečesa in da bi potem tam vztrajala, ampak sem res imela to, tako sem se svojim telesom zmenila, da naj mi pokaže, kje znotraj telesa jaz res najbolj čutim to polje intuicije. Kaj zame je, kaj ni. Jaz sem ugotovila, da na področju srca. Se pravi, ko čutim, da je nekaj del moje zgodbe, nekaj rezonira z mano, z mojim poljem, tle čutim tak občutek, da se mi prostor odpre, da diha, čutim tako mehkobo, toploto, ko pa ni, pa ta občutek zakrknjenosti. In sem v bistvu začela temu slediti. Ker videla sem, da je splet poln vsega in ljudje so tako zverzirani v marketingu. Mislim, če bi ti gledal samo z mentalom, so opisi fenomenalni. Če bi šla samo z mentalom, šla bi na vse, ker to, kar obljubljajo, pa to, kar govorijo, to ti je vse ne? Ampak, če greš res gledati te senzorje svoje, ti je zanimivo, ne? Ker ena stvar, ki sem prebrala, mi je bilo, to je to, tle pa vse tako. In sem pač zelo sledila temu in sem rekla, ok, razumem, ni to zame. Tako da sem pustila, da me tako pelje. Najprej sem v bistvu imela par terapij z Neli Rep, karmične diagnostike, in se mi je že tam ogromno tako sprostilo. Všeč mi je tudi pri njej, naprimer, ker je rekla, Mojca, to je najdlje, kolikor sem te jaz lahko pripeljala, jaz čutim, da nimam več zdaj kompetenc iti dalje. In to je ona rekla, mislim, da že po 2 terapijah ali 3, pa sem se ga, jaz pa čutim še eno čutim morva nekaj. In je rekla, jaz čutim, da ne vem, kam bi šle. In je rekla, ti je v redu, če pokličem Marjana in ga pač naj on po telefonu vodi. In to je tudi nekaj, kar blazno cenim. Da človek se zaveda, da ni to njegov minus, da ni on zaradi tega nič slabši ali pa slab terapevt, če reče, moje meje so tle. Kvečemo, mislim, moje globoko spoštovanje. Res cenim, da rečeš, ne? Je to pa res fair, drugače, ker tega ni dosta, ne? Ne samo fair, zrelo. Ja. To je res zrelo. Vsak reče 10 terapij, pa tako, ne? No, saj že to, da te nekdo tako s svojimi lovkami zagrabi, če tako malo, in reče, 10 terapij rabva, da bo do nečesa prišla. Ja, ali pa... A ne, da... Ali pa to, ko se točijo po prsih, samo jaz, sledi mi pa bova, ampak jaz, pusti ostalo, ne? Tega je tudi ogromno. Se to pa je ta duhovni ego, ne? Ja. Zato sem tudi rekla, čim vam nekdo govori, jaz sem te pozdravil, jaz te bom zdravil, sam... Ker v resnici terapevt ti lahko drži samo varen prostor. To je maternica, znotraj katere ti prideš nazaj v ta svoj primarni stik s sabo in z izvorom. In ko si ti aligned, ko si v tem stiku, lahko začneš zdravljenje, ampak vedno za zdravljenje daješ sam sebi. In v resnici se ti sam zdraviš. Terapevt je sam, koliko je on sposoben res močno držati ta kontejner, ker globlje, ko greš, bolj, ko se soočaš s težkimi, temnimi, starimi stvarmi,
bolj mora on biti postavljen in stabilen. Tako da to je v resnici vsa umetnost tega in koliko je sposoben stika. Ker dober terapevt je tle, je zate, je stik. Tukaj sem s tabo, sem prisoten, nisem tle nekje, pa nekaj maham. In to je ta njegova kapaciteta. In marsikdo tega nima. Oziroma, ja, rečeš, le imam kapaciteto, sam do tle, žal mi je, ampak sem ful vesela, da smo prišla do te točke, zdaj pa idem dalje. Ne? Pa si recimo ugotovila, da se mi zdi, da tisti terapevt, a veš, ki ima svojo izkušnjo, da te mogoče še lažje čuti, kaj ti doživljaš. Ne vem, si imela kakšne take... Mislim, da ni nujno. Ni nujno. Ne, mislim, da je bolj to, koliko je on res sposoben biti on sam s sabo, Ja, s no, tabo se to je pa zelo in koliko je pomembno. pretočen. Ne? Pa verjetno tudi to, da ti da modrost, orodja, jasnost, da si ti tisti, ki si mojster, svoj učitelj, a ne? V smislu, da se terapevti in vsi ostali v teh krogih ne dajemo v vlogo, jaz sem učitelj, tako kot si prej rekla, jaz, ampak nekomu omogočimo in odpremo varen prostor, zato da on spozna učitelje in zdravilce v sebi. Ja. Seveda podeliš svojo izkušnjo in podeliš svoje znanje, ampak daš vedeti, to je ena izmed resnic, moje znanje. Ker tako vemo, življenje je tako razplasteno, ne? In moja resnica, vem, da v moji realnosti res moja pristna resnica. In nekdo lahko živi v samo kanček drugi realnosti, to že ni njegova resnica, ne? In tako, pol ne vem, pripeljala me je pot do dispenze. No, to sem te hotela vprašati, kdaj se je to zgodilo v bistvu? Relativno zgodaj. Takrat je on imel zunaj komaj prvo knjigo, ki je večina ne pozna, ki je res težka za brati, je še on rekel takrat na delavnici. Vsaka čast unmu, ko se je prebil skozi, se heca iz tega, ker je res, ni še znal niti tako pisati, res je zgoščena, zbita, tudi jaz se nisem skozi prebila. Ampak tudi jaz nisem, ko me ljudje ful sprašujejo, pa še meditiraš ali to? Ne, jaz sem vedela, da grem tja po ključe. Ne? In sem eno obdobje ful intenzivno, res meditirala po teh, dokler nisem spet prišla nazaj v to svoje bistvo, svoj center, ko sem se še bolj nakonektala na ta svoj flow. Me je tisto tako mojevalo, ker ima on te posnete meditacije in je mene ful hitro že in me v bistvu skozi nazaj vleklo. Ne? Tako da se mi zdi, vzemi to, kar ti ima nekdo za podariti, za predati, potem pa sledi naprej svoj poti, nadgrajuj, ne se tle pol. Veš, vseeno, on da vsako leto toliko in toliko novih meditacij in pa imaš občutek, vse tle se dogaja, tle novo, tle gre naprej, ampak pejdi svojo pot, nič ni narobe. Delajte meditacije, če ti paše, ampak ni to edina resnica. Ne? Meni se je na teh njegovih delavnicah ogromno odklenilo. Tako, res ogromno. Jaz se spomnim, ko smo imeli tam v Bonu, pa me je ful motilo, ker je bila res tako huge masa ljudi. Zato, ker to je bilo, ne vem, kakšno leto pa pol, potem, ko sem jaz bila na prvi delavnici in je on v letu pa pol res noro nabildal že svoje sledilce, svojo prepoznavnost. Vem, da takrat, ko sem šla v Rim, imel, ne vem, 20% tega, kar ima zdaj sledilcev, ali pa še manj. Jaz sem tudi za celo delavnico dala tam za vikend delavnico 180 evrov ali nekaj, kaj je zdaj koliko, ne vem, skoraj jurja. Ne vem, hočem reči, res je bilo tako easy, lepo, intimno. In potem pridem v ta Bon čez eno leto pa pol in to, ne vem, kako je to bilo, to je bilo enormno. 1000 ljudi najbrž. Ne, če ni bilo več. To je bila ena sala v nekem hotelu, tako res ogromna, ko se temu reče, konferenčna, dvorana. Pa tu smo bili ko sardele in jaz sem v bistvu prva 2 dni sem ugotovila, se sploh nisem mogla spustiti, sem ful se ukvarjala s tem, mojca, sem spusti, ker mi je bilo to, pa mi smo čist natlačeni in mene je moto to, ker ti v bistvu se tebi tvoje energetsko polje blazno razširi in potem jaz sem čutila, kaj tam nekdo, ne vem,
svojo čutrico z vodo prekucnil, je to zadonelo, meni je tako polje, kada bi meni z macolo po polju užgal. Ja, Sem daj imela nehaj. ful tako bolelo me energetsko polje in sem se ful s tem najprej ukvarjala 2 dni. Pa sem pa tako, Spustila. Ampak je bilo, sem mogla res ful gledati in paziti, kako je s tem. In so se mi pa pol ful močne stvari dogajale, od tega, da me je tako ful ven iz telesa, pa je bila spet zanimiva izkušnja, ne, in rečeš, to so te masovne stvari, ti imaš tam toliko ljudi. Jaz sem potem, če ne bi bilo ene znanke, ki se je malo vedela, kako je to, pa če sem bila čist ledena, pa čutila sem, da sem ven, čutila sem, da nisem noč sploh v telesu in sem bila tam in hkrati mi ni bilo in mi je ona pol ful pomagala, mi je roke pod vročo vodo, me masirala, Je bila s tabo. mi pomagala iti not in si rečeš, ampak tako malo se mi je zdelo tudi neodgovorno take mase ljudi in v bistvu kaj, vse sorte se dogajajo v ljudeh, ne moreš ti imeti pod nadzorom, ne, pol. Pa smo imeli to walking meditation, ki je po mojem izgledalo od zunaj res noro, ker ti tam teh par tisoč ljudi hodi po parku, vsi tako izgleda res kot napad zombijev. Po mojem. In je bilo tako, smo vsi naenkrat mislili, da se to strahovito energetsko polje vzpostavi. In pol pač dihaš in jaz se spomnim, kaj nas je točno pelal, kako moraš nek dih pelati, kako to, kako ono. A meni je rata malo dolg, če sem se A to si, njega si pa poslušala v bistvu? Ja, poslušaš pač istočasno, ne vem, prav mislim, da nam je dal, da je že vnaprej posnel, oziroma ali je na mikrofon, ne spomnim se, v glavnem vsi smo delali istočasno iste stvari. In pol, ne vem, si mogel nekako eno energijo nekam potegniti, in sem se malo igrala in sem si pol predstavljala nekaj malo po svoje in mi je bilo noro, ker sem stala, tako pač si mogel prav stati v centru prizemljen in je mene ta energija, ker sem se z njo igrala, čistko nazaj nokautirala in to je bilo čist ravno, ko ploh. In pol me je druga energija zagrabila in me dvigala nazaj. In jaz sem se ozirala, ker sem bila prepričana, da me je človek. Jaz sem čutila roke in sem gledala in ni bilo nobenega in je bilo, veš? In pol je bilo ful tega, pol pač jaz hodim, ne? Pa smo imeli, veš, tako moraš stati, pa mižiš, pa pol kao spet reče now open your eyes in odprem. In sploh nisem bila tle, pač sem bila tle, ampak istočasno so bili čisto eni drugi ljudje. Druge stvari vidiš najbolj. V dolgih belih oblačilih in so tako sedeli in pač tam neki počeli, neke kamne pa ogenj pa vse sorte. Jaz sem bila tudi. Aha, se pravi, to ni bilo res. Bilo, ampak mislim, najprej sem hitro zaprla oči in pa tako poškila in oni še kar tam in pa sem si tako in oni še kar tam. Ampak sem pa videla prav tako eno tančico in pa se shit, tančice so se mi razmejile, veš. In je bilo ful fascinantno gledati tako oboje, ne. Potem sem pa v enem momentu hodila in sem čutila, to je bilo vse med to walking meditation, ki je trajala kar nekaj, ne vem koliko ur, ne, 2 ali koliko. Ampak odprte oči imaš. Malo imaš odprte, malo zaprte, hodiš, pač prav hodiš. Ja. Po tem parku stojiš, delaš dihalne vaje, pač vodite. To mi je res bila toliko dragocena izkušnja, ker res narediš en preboj. In potem jaz tako hodim in najprej ugotovim, pač tako pride človek nasproti mene in jaz pogledam v oči in kar na lepem začutim njega v svojem telesu, celega. Njega, njegovo življenje, kaj on misli, kaj zdaj čuti in je bilo najprej, nisi čist zihar, pa greš naprej, pa vidiš, da gre drug, pa rečeš, ok, čakaj še gledam. A bo zdaj spet še en prišel? Pa spet, ne. In pol sem rekel, ok, in pol pogledam drevo in čutim, kot da bi se mi spreminjale celice v listje, v deblo, vse. In pol pogledam v grajo in čutim, kot da postajam iz kovine. In potem se ok, shit, to je weird, ne. In stojim in začnem slišati glasove, ne vem, po mojem milje stran, veš. Slišim jok, dojenčka, jasno in slišim mamo, ki mu nekaj govori in gledam in seveda tle ni bilo nič, mi smo bili ko sredi Tivolija, tako, pač nikjer, sam mi, zombiji tam, ne. Take zadeve, veš. Potem sem se ulegla, ker smo imeli na koncu tako tudi v leže meditacijo in sem začela čutiti, to sem pa mislim, da pri Zvezdani povedala, ko so se mi posamične čakre začele odpirati in takrat sem jih prvič tako jasno začutila in so začele korenine v zemljo in so šle v globino zemlje in iz vsake je začelo drugo drevo z drugimi sadeži, cvetovi, vonji. Potem so me peljali v telo
in sem čist živo videla sestave celic, ampak na onem res tako mikroskopsko majhnem, da sem videla, da so same mandale znotraj mene. Mandale, ki se v bistvu ves čas stapljajo in spreminjajo in rojevajo nova vesolja. Ni vse rad, ja, in pa ti ležiš in si čist počela. Itak je dober, ampak a si zihar, da nisi kaj pojedla? Ne, nisem prisežen. In to je bilo tako opolnomočenje, ker imaš pri čisti zavesti, se pravi, brez svetih rastlin, brez kakršnega koli posrednika, samo ti, tvoja prisotnost, dih, kako si stopljen s kozmosom, z eno. Pač eno si, vse si ti, kar je. Ograja, roža, ta človek, zvezda, vse. Ni ničesar, kar nisi ti in pač vse si. Pa s kako meditacijo on to v bistvu, a se to... To je bila walking meditation, ampak jaz mislim, da je malo... On se poveže? Ne vem, ampak jaz mislim, da je stvar itak ne doživijo vsi tega. Ja, nekateri pač samo hodijo. Pač, pa to ni zdaj, jaz sem boljša, ampak moja je res bila taka močna namera po ozdravitvi, da sem šla all in. Pač go big or go home. Grem na vse ali nič, ne, in ni bilo tle, bom samo malo čutila, ne, hočem vse. Pač res je bilo tako, hočem vse, hočem resnico. Ne, hočem resnico. Jaz karkoli počnem, kamorkoli grem, na kakršenkoli obred, jaz vedno rečem, hočem resnico. In hočem, prosim, peljte me nežno. Točno do tja, ko bo zame še okej, da se ne razsujem. Ne? Kje je ta meja? Ampak hočem resnico. In ja, dostikrat te guši, ne? In ni fajn, ampak nočem nobenih rožic, hočem resnico. Dostikrat je resnica, so tudi rože. Zelo dišeče. Ampak preden prideš, jih imela mandale. Ja, ampak preden prideš do tega rajskega vrta, greš čez marsikaj drugega. Tako da ja, meni, če me kdo vpraša, kako mi je bilo, kakšna je moja izkušnja z dispenzo, izjemna. Ampak a jaz delam njegove meditacije? Ne. Zakaj ne? Zato, ker je on bil meni to veliko darilo, ki me je oborožil, ki me da vključi, da grem jaz lahko naprej raziskovati. Jaz sem res slab sledilc. Jaz ne bi bila dober vojak. Bi me poslali na misijo, pa bi mene fige tam zamotile. Vse to je prav. Seveda, ampak ljudje preveč se vkočijo, preveč se tako sam eno sledijo. In tudi rečem, ogromno ljudi me je pol čist frustriranih kontaktiralo, delam že pol leta te meditacije, nikamor se ne premaknem. Rečem, mogoče niso tvoj jezik. Pač naša telesa, naša duša govorijo različne jezike. In to je tudi to, ni da en terapeut je dober, en je slab, ne vem, meni nekaj pomaga, tebi ne. Zato, ker moje in tvoje telo govorita drug jezik. Reče, pa kaj misliš ten drug jezik? Ne vem, ali zna prepoznati kot, ali se odziva na njega, ali se ob tej modaliteti odpre, razpre, spusti nekaj novega vase. Zato je treba probavati, raziskovati. Itak, ampak tudi vsi nismo odprti za te svetove, a veš. Se to gre počasi. Ja. Mislim, jaz se imam za kar odprto, ampak v tem smislu, da mogoče za enega je v tem življenju si na tej točki in ne boš doživel vsega tega, kar bi lahko s to meditacijo, naprimer. Tudi, to je stvar tako kot, ne vem, prebereš knjigo, dobiš nekaj, prebereš isto knjigo, čez eno leto boš dobil čisto nekaj drugega. To je delo, ne? To je delo in greš vedno globlje, hkrati vedno višje. Začne se pa vse skupaj pri telesu. Dokler ti ne poskrbiš, da je tvoje telo, se pravi, da res paziš na prehrano, da je hrana, hranilo, ne pa samo mašitev občutka lakote. Ne? Torej, da hraniš svoje celice. Ne samo s fizičnimi hranili, ampak kje je ta hrana rasla? A je bila res na soncu ali je bila tam, ne vem, v nekih sterilnih okoljih pod lampami? A je res crkala življenje iz zemlje ali je bila tam nekje v nehidro, ne vem, kakšne file imajo zdaj? Ne? A so ljudje, ki so jo obdelovali, to počeli tudi iz neke ljubezni do tega, kar počnejo, ali je bila tle v igri čisti goli zaslužek? Pač mi se moramo zavedati, da jemo na več nivojih, da ne jemo sam tako rečeš, kupila sem lepo rdečo papriko. Ja, ampak kdo jo vzgojil? Kako je bilo vzgojeno? Kako jo pripravimo? Ne?
jemo tudi, hranimo se s filmi, hranimo se s knjigami, hranimo se s pogovori, hranimo se z vsem. In a jaz konzumiram junk, ne vem, nek Netflix brezvezen junk, ali tudi na Netflixu pobrskam za kvalitetnejšimi, globljimi vsebinami. Vsaka stvar, ki jo počneš, vsak sleherni trenutek je tvoja odločitev. Ali se hraniš, ali se sam filaš. Kako se pa hraniš? To je bilo moje tudi vprašanje. Kakšna je tvoja prehrana danes, recimo? Jaz sem itak, nisem tako bistveno spremenila, razen da sem postala bolj zavestna, ker mi, to pa moram reči, da je že mami doma pazila, je vedno tako, smo imeli polnovredno, svežo prehrano. Jaz za celem svojem življenju, jaz ne vem, če smo enkrat imeli doma sploh kupljene piškote v mojem odraščajočem obdobju. Ona je vsak teden 2-krat spekla, pa vse iz polnovrednih mok, sama čaje nabirala, sušila, grozdje, delala grozdni sok, pač res, tako da imam to prirojeno. Sem pa jaz pri 13, ker sem jaz takrat ful brala neke te indijske svete spise in sem polkar rekla, ne bom jedla več mesa. In so mislili doma. In sem pač rekla, mama, dobro, mislim, pač neka faza, ampak dejansko ga nisem več. Tako da zdaj se prehranjujemo pretežno rastlinsko, od živalskih produktov jemo jajca, pa občasno ribe. Jaz imam prirojeno alergijo na mleko in mlečne izdelke, ne samo na laktozo, še na neko drugo beljakovino, in otroci so vsi to podedvali. Tako da jaz sem zase vedela, da že od malega je mama vedela, da imam, so že njej takrat v tistih letih odsvetovali, da bi jaz konzumirala, sem vedela od mleka, tako je napihano, polno usta, ker nekaj pač ful sline in tega. In naprimer, mleka, skute, smetane nisem mogla, jogurte, sire, pa sladoled seveda, ne. To je očitno glih toliko predelano, ali ne vem, da ni mi bilo direkt slabo, sem bila pa vsa v flekih, ranah, ekcemih, pač tako kar odprte rane, tako kot stigme sem skozi imela, ne moreš verjeti. In sem tle jaz toliko zmetala denarja za bioresonanco, za bioenergijo, za homeopatijo, za akupunkturo, namesto da bi sam nehala. Ja, sej! Ampak to je to, ko si do sebe tako počela, ko so pa otroci, ko je pa dejansko bil problem, ne? Tako valjda za otroke pa pol se narediš nekaj konc, ne? In smo v hipu presekali. Jaz sem najprej bila malo tako kako bom jaz zdaj kuhala, posod parmezan, ribat, ne, pa kozji sir, pa kozje skute, pa ovčje, pa to. Lej, vse se pol naučiš in je neverjetno, do kakšnih okusov prideš s kombinacijo oreščkov in tistih kvasnih kosmičev in nekih rastlinskih mlek, tako da in tofuja in tega, tako da ne pogrešamo nič v bistvu. No, jaz sem pa vegetarijanka bila od ne vem, po moje 22 leta. In pol, pa sem jedla meso, ne, prej. Pol pa je bilo tako, da smo hodili na te bone jesti v študentu. Ja. In vedno je bilo meso prva. Ne, in če vsak dan ješ meso, meni se enega hipa uprl in jaz nisem mesa pojedla že 30 let. Jedla sem pa pač mleko. In koliko je to že zdaj 3 leta nazaj? 5. 5 že? Mislim, pri meni 5. A res? Pride enkrat Miha, pa nobeden ni bil doma, a veš, samo jaz, vegetarijanka. Pa še vedno so me hecali, kaj kompliciraš, ker mi smo šli v gostilno in če pač ni bilo nič, smo tudi kdaj šli v drugo gostilno. In pol Miha pride pa reče, jaz sem se pa zdaj odločil, da bom vegan, za eno stavo se je šlo, ne, pa si pa ti zdržal, mogel bi zdržati en teden, pa una punca, ko sta se šla staviti, je po 2 dneh menda obupala. On pa meni reče, veš kaj, ampak če ti ne ješ mesa, v redu, ampak ješ pa mleko in kaj si naredila s tem, isto so, ne, zaprte kravice, tretje in pol me, pa po moje v pol ure prepričal, da sem postala veganka. Ja. V pol ure. Zdaj pa tako, no, jaz še vedno premalo se ukvarjam mogoče s tem, se kdaj zalotam, da bi kaj predelanega tudi, ne. Tako da ja, tle delam na tem, no, da ne bi. Sej jaz tudi.
Pa stvar je v tem, da se nehaš bičati za to. Da si zavesten, da veš zakaj in da si tudi zavesten in rečeš, o, mater vola, zdaj pa tako, ne? Kdaj tudi, če nič ni, pa če sem noro lačna ali tako, ne kompliciram, pa valjda rečem, dobro, bom pa še to pojedla. Ni meso, ni mleko, ampak ni nekaj, kar bi drugače presegla. Tako. Ampak se mi zdi, da je ful pomembno, da nismo pregrobi do sebe, da se ne ves čas držimo za vrat in samega sebe, mislim, treba je znati tudi kdaj, no. Ja, jaz sem znala kar se držati za vrat, pa sem zdaj tudi bolj nežna, no. A veš, tako da. Kaj pa še poleg Joe Dispenza, kam si se še podala, recimo? A so bile tle v tem obdobju svete medicine po bolezni ali... Ja. Aha, ne, prvič so bile že prej, ker me to od nekdaj ful zanimalo, ampak nekako sem rekla, da bom počakala, da bom res začutila klic in da sem počutila varno pri osebi, v kateri grem. Moram reči, da sem vseeno imela en tak strah, da ne bom jaz kar razpadla tam na prav faktorje, veš. Občutek, kaj če me toliko daleč odnese, da sploh nem znala nazaj. To priznam, da me je bilo ful strah. In sem tudi imela eno izkušnjo enkrat, moja prva izkušnja z gobicami, ki mi sploh ni bila prijetna. Tako da sem pol samo sebe učila na nek način, samo sebe voditi skozi obrede, da sem se zavedala, da ni tle niti prostor, da se jaz kar vržem in pač pričakujem, da me bo ta, ki se ne naziva kot šaman ali karkoli on pelal, ampak da moram jaz biti sama tle, toliko sredinjena, toliko telesu in jaz biti ves čas v stiku z zavestjo te rastline. Na nek način jaz voditi pot, ne da jo skušam nadmodriti, ker vseeno hočem, da me pozdravi, da mi pokaže, ampak da ostajam prisotna in da držim okvirje, kam in kako, ker vidim te zavesti svetih rastlin, vem, to se sliši tako abstraktno, rečeš, kako kar zavest, ampak ja, dejansko je zavest, ker te kdaj hoče tudi malo kam po svoje, pa se malo delati norca iz kakšnih stvari, da ostajaš v teh okvirjih. Ja, pa misliš, da se vedno da ostajati? Mislim, kakšna... Meni je ratalo, pol, ko sem ozavestila, po par preizkusih, ko vidiš, kje je, pač skočiš v vodo, ok. Na začetku nimaš predstave, kaj to je, pol pa je bilo zelo, vedno. Ampak po moje je tudi namera, a ne pomembna. Ja, sej, namera je že neka vstopna. Ampak zanimivo v bistvu, kako rabimo neke izkušnje, zato da pol lahko znamo prav se usmerjati. Ne? Ker jaz sem imel pa tudi eno izkušnjo, kjer pa sem se jaz šele pol naučil zaradi te izkušnje, kako pomembno je zapreti proces medicine, a ne? Zapreti proces na koncu obreda in ga nekako povabiti v svoje življenje kot obdobje integracije, ne pa da se ti obred razlije v življenje in pol imaš... In ni konca, ne? In ni konca in imaš štalo in se na glavo postavljaš pola, ne? Ampak v bistvu to, recimo, tudi ena neprijetna izkušnja, ampak mi je ogromen dala, ne? Ker sem pol razumel, kako je, ko ti zapreš proces in v bistvu zaprtim procesom vstopaš v dejansko integracijo na koncu, a ne? Tam, če pa imaš odprt proces v takem smislu, pa je bistveno bilo težje integrirati vse skupaj. Ja, ker v bistvu sam loviš vse. Ja, vse je razpršeno, vse povsod. In kot si rekel, samo sranje se ti pol ne odpira, ker ti kar še naprej kažeš pegle na vse nivojih. Jaz mislim, da moraš biti tudi za integracijo v bistvu ti na nek način dosti močen in To je nasplošno, mislim, da zavedanje, ki bi se ga mogli ljudje zavedati, ko pač vstopajo v ta polja medicin. Da je integracija pač res en tak zelo temeljni proces, ki se mora pol zgoditi. Pa tudi imeti mogoče podporo, ne? Ker mogoče ni vsak zmožen, oziroma mogoče še ni vsak tam, da bi lahko v polnosti integriral to izkušnjo, pa mogoče rabi varen prostor tudi za obdobje integracije, ne? Tega pa je precej malo se mi zdi. Zelo malo, ja.
Ne, večinoma itak to naredimo obred, smo tle polno prisotni, pol pa snažice, ne, ampak v resnici, ja. Bi je še ta šla na izkušnja- kakšen obred? Ja, bi, ampak trenutno ne čutim potrebe. Nimam pa tako, da bi rekla ne, ampak trenutno ne čutim potrebe. Jaz pač res delam, sledim temu notranjemu klicu, ko me potegne, ne tako, da bi iz tega, zdaj pa moram, ne. Ja. No, saj to sem te hotela tudi vprašati, da se mi zdi, da, ker sem te poslušala, da imaš res tak močen stik s svojo dušo in da ti je narekovala tudi protokole zdravljenja oziroma intuitivno, da si se zdravila, da si ti v bistvu slišala nekaj, kaj ti pripoveduje, a ne? Da je bil to glas, pri nekomu je pač nekaj drugega. Pa mogoče to bom tudi Miha vprašala, kako pravzaprav veš, kdo se s tabo pogovarja? A veš, a je to duša, a so to vodniki? Jaz pač ne vem, kako bi to vedela jaz, ne? Ker nisem še tako... No, pač tako vprašanje se mi zdi, da mogoče marsikdo se lahko to vpraša. Jaz sem v eni točki ugotovila, da tudi tako zvani te vodniki, kar radi uporabljamo, da to ni nič drugega kot ena dimenzija mene, en del mene, ena resničnost moje celote. Bolj se mi zdi, da je to, da prepoznavaš, ali prihaja ta glas, to vedenje iz tvojega bistva in ga res čutiš kot to resnico, kot nekaj, kar je res to globoko vedenje, ali prihaja iz nekega mentala, ne? Čistko, iz ene plasti, ne vem, ega, nečesa, kar bi ti moral, karkoli. To sem se učila bolj prepoznavati, ne? Ali je neko to polje pričakovanj, družbe, stroke, mene, ali je to samo to globoko vedenje? Ampak se mi zdi, da če se mi pogovarjamo recimo z našo dušo, je tako veliko bolj nežna, oziroma prijazna, kakor je če bi bilo to z mentala, ne? Ker so dostikrat pol nam ego govori, da mi ne zmoremo ali pa kaj takega, ne? A veš, tukaj duša je pa bolj, se mi zdi, prijazna in je vse mogoče, no? Daj še ti malo pokomentiraj to dušo, vodniki, ker jaz, ker sem se učila tudi tako kot Miha, ne? Točno, ti imaš tudi narejeno. Ja, ampak sem Uporabljaš, prvo delaš? stopnjo. Ja, pač zase, no? Tako da gremo v bistvu v meditacijo, pa potem je recimo vedno kakšna moja namera, in potem prihajajo sporočila in jaz to vse zlijem po par strani v enem takem, no. Ampak Koliko pogosto pa delaš? sigurno enkrat na teden, no. Super. Ja. Pridna. Ja, dobro. Ampak nikoli, a veš, jaz nisem nikoli, se mi zdi bila tako visoko, ker pač visoko, ne? A veš, da bi vedela, a so zdaj res to vodniki, ali je duša, v bistvu mi je vseeno, ker so sporočila zelo ljubeča, velike modrosti, a ne? Tukaj meni se glavno zdi to, da ne glede na to, ali si terapevt, ali si medij, ali si karkoli si, a ne, da ti odpreš polje srca, ki te dovoljuje dostop oziroma ti odpira dostop do višje zavesti. Zdaj pa s tem ti ustvarjaš zdravljenje, ali prenašaš sporočila, ali meditiraš, ali kakorkoli že, ampak imeti to odprto polje ljubezni, skozi katerega se lahko tudi iz ljubezni prenesejo sporočila ali pa zdravljenje ali pa kakorkoli že, a ne. Kar pa se vodnikov pa tega tiče, pa se kar pridružujem, no, jaz jih nekako doživljam kot višje zavesti, ki so podaljšek mene, a ne. Pač, ki so v višjih dimenzijah, tako kot imamo, ne vem, spekter svetlobe, pa smo zdaj mi samo to fizično telo, ki ga zdaj mi vidimo, ampak v resnici smo še cel spekter do samega izvora
vseh možnih, različnih zavesti pa dimenzij svojega obstoja, ki jih potem mi utelešamo sem, v to človeško izkušnjo. Se pravi, mene nič ne skrbi, jaz ne prisluhnem in to je to. Ja. Zdaj bi pa jaz še šla v Indijo, bi šla. Ti si imela, se pravi, pri Joe Dispenza si imela neke znake, ampak ti si imela znake že v Indiji. To je bilo pa že ful let nazaj, a ne? In tam sem te poslušala in ta Indija pač to mi je bilo najbolj fascinantno, ko si razlagala, ker sem se spomnila na sebe. Mene je vleklo v Indijo in sem tudi takoj, ko sem končala, mislim, da v istem tednu, ko sem diplomirala, sva šla s fantom, zdajšnjim možem, potovati za 6 tednov. In kako to, se pravi, predvidevam, ker si bila tam pred otroci, kako to, da te je Indija poklicala? Pa Indija me je od nekdaj zanimala, tako kot sem rekla, sem že v osnovni šoli brala te neke Bhagavad Gita, pa te nisem kaj dosti takrat razumela, kakšne stvari, ampak zelo me je klicalo. In vem, da je bilo poletje, glih je bil konec sezone gledališke in se spomnim, da sem se sprehajala prav tako mimo Maxija in sem šla tam, ne vem, če je še, takrat je bila ena turistična agencija tam in sem kar zavila not in sem kar rekla, da me zanima, koliko so kaj letalske karte za Indijo in sem kar kupila karto za 6 tednov. A daj nekaj? In nisem sploh niti doma nič povedala, pač tako in pol čistko bajde, da sem rekla, jo mami, si sem ti čisto pozala povedati, jaz gremo v Indijo, ne? In ona je, kdaj? Sem rekla, ja, drug teden, kam? In sem rekla, pa letim tja, je rekla, ja, pa boš, ne? In pol sem tudi priletela, je bila ura tako, ne vem, kaj smo prileteli, po noči smo prileteli in pol carinik tam reče, naslov, kje boste spali, pa jaz ne vem. In reče, kje imate skupino, ne? In se ozira, sem rekla, ne, sem sama. In reče, a študiraš tle? In sem rekla, ne. A si prvič v Indiji? In jaz, ja. In reče, in ne veš, kje boš spala? In jaz, ne. In on, začne. In sem mislila, ja, big deal, pač. Grem ven. Kaj, bilo je zvečer ali kaj? Noč. A ja, noč, Bilo je kakšna polnoči, kaj tacga, ali pa polnoči, pač noč. In jaz pridem ven in dejansko tako valjda vse tam čakajo, s temi napisi, ne, taksisti in to in jaz, shit. Takrat se mi je prvič zazdelo, shit. In pa grem tam do enega taksista in sem rekla, haj, ne, vi veste, kakšen hotel, ki je tako, da je še odprt, ne, sploh mi je prvič skočila, kako če zapirajo hotele, kako če sploh, ne. In on yes, in me vozi, ne vem, več kaj 1 uro, mi dva vjugava tam, samo moj bog. In me pripelje pred en hotel in mi je bilo čudno, nobene table ni bilo, nobenih luči in on tam razbija in zvoni in pa se po kolikih minutah prikaže en tip in prižge luč in odklene in pol vada. Ona dva to v indijščini in mi sam naredi tako in jaz, okej. In me pelje prazni hodniki, tako prazni hodniki. In mi dva hodiva in mi odklene na sobo. Vse to je to moje, ker pač res me ščiti kdorkoli že, ker grem fulkrat tako v neznano, ker rečeš, mislim, ne, tle bi me lahko tudi razrezali pa organe prodali, ampak jaz pač tako, okej, sicer mi je bilo res tako soba, katastrofa. To je bilo tako umazano, da sem si jaz dala anorak in sem si zategala z vrvico tako, da sem imela samo tako obraz. Ker mi je bilo gnus se česarkoli dotikati. Voda temno rjava tekla, vse umazano. In jaz sem rekla, okej, zdrži do jutra, se zbudim, tako sem spala. Se slečem, se na hitro umijem zobe, z ono, kar sem še imela vode v flaši in grem dol in tako in hodim in gledam, shit, dejansko ni ljudi, pač to je vse prazno.
In Ja, to je bil nek friend njegov, ne? in zjutraj ta isti tip na recepciji, ampak hotel pa ful visok, ogromen. In nobene žive duše spodaj, enega človeka v lobiju, pač tako je izgledalo, kot da je zapuščeno vse. In grem, jaz sem tako ga pozdravim in grem ven. In tam malo hodim po tem mestu, je bilo pa itak tako. Sem rabila 20 minut, da sem sploh čez cesto prišla. Traktorji, avtobusi, kamioni, motori, krave. In pol dokler nisem prav tako naredila, kaj se grem pa još čez. In pa sem tako sekla, kaj če mi je delati? Tem je bilo neko ogromno mesta, ne vem, kam sem preletela, ampak pač eno izmed teh huge mest. In sem pol kar poiskala tam neke prevoze avtobusne in sem kar plačala avtobusno karto še isti dan, sem rekla, tle ne bom več spala, na jug dol, ne, v Keralo. In sem kar šla gor v sobo, vzela te stvari, mislim, da sploh nisem nobeno plačala, mislim, da sploh nobenega ni bilo pol tam. No, ta vožnja je bila pa tudi svojstvena, ne, ker mi oni rečejo, da bo trajala 10 ur. In jaz in si pogledam na uri in se dobro, gledala na to, ker smo se vozili čez gozdove, džunglo, vasi, pač res vasi, kolibe, prah, to je bilo katastrofa. In pač nikjer angleškega napisa, samo njihove, ne, in se dobro, imam jaz uro, ne. In polka je 10 ur, ne, pač to se nikjer, mi še sredi puščave, sredi džungle tam. In pol je skozi pa tudi nič kapiral, nič razumel, kaj jaz njega sprašujem, šofer. In fura dalje. In je trajalo 16 ur. In tisto sem bila tudi malo, tako priznam, na trnih, ker sem rekla, kam jaz zdaj to sploh grem. Jaz bi čez 10 ur morala biti tam, ne. Klima bila tako je bila nabita klima. Jaz sem si dala vse, kar sem imela in sem imela čisto vnete sinuse. Tako da pol po 16 urah sem prišla tja. In pa sem tudi tam čistko naslepo našla nekaj za spati in to tako. Jaz grem zelo neznano. Ja, vidim. A je bilo kaj kulturnega šoka tam? Ja, ta prvi dan ful. Pa ne, pa sem se pa hitro, tako so mi vsi te Evropejci, so mi skozi govorili, ne jim zaupati, veš, kaj sploh tam na jugu, vsi te trgovci, to te vsak hoče sam, opeharc, ne, pazi, nevarni so pa posilstva, so pa vse. Ampak jaz sem tudi po noči, jaz sem kar bluzila tam, ker sem kar se sprehajala in meditirala in pol pride naš receptor, vidim tam en dan sem se ful strašila, kaj tam veš, se sprehajam tako po tem nasadu nekih palm in tega. In on sveti in čist pesen, je rekel, da me išče že na uro. Jaz pa sem biti sama v taki uri zunaj, da ga je bilo strah. On je rekel, če se zavedam, koliko je posilstev, da naj grem takoj v hotel. Mislim, ampak mi je bilo tako ful, mi je bilo, veš, kako ste skrbni, ne? In pa sem se s temi tudi raznimi trgovci tako spoprijateljila, da ko so imeli upravke v mestu, ne vem, meni se spomnim, mi enkrat mogel neki izpit iz angleščine delati, me je prosil, če pridem jaz prodajati tja v trgovinco in sem pa, ni problema. Tako da so bile ful lepe izkušnje. Pa sem šla pa še v Temple gor, v Ashram od Sai Babe. Tam so se pa take res nore stvari odvijale pol. Take manifestacije. Ja. Si poslušal? A tebe kaj kliče Indija? Zaenkrat še ne. A misliš, da je to, ker mene je ful klicala in jaz sem tam uživala in jaz tako, mene kliče samo Azija. Mi smo bili pol tudi, pač sama dva sva bila. Indiji sicer meni je trajalo 3 dni, jaz sem jokala ful. Meni je bil tak šok. Ful, kulturni. Jaz nisem vedela, kaj bom jedla, pač vse mi je bilo umazano. Ne. Pa smo šli pa z otroci na Šrilanko. Pa ni tajega kulturnega šoka, ampak vama se sploh ni zdelo nič tazga, recimo. Ne, a veš, da hodijo bosi, da je to drugačna kultura. Se mi zdi, da vam je bilo kar normalno. Vse kot otrok, kot je po moje bolj. V glavnem mene ful kliče in meni se zdi, da sem jaz tam že bila. A misliš, da te vleče tja, ko si bil že? Ja, jaz mislim, da imamo neke fascinacije, ker
so neke pomembni sveti kraji ali pa pomembni kraji, ki prebujajo spomine. A ne. In ni po moje kar tako random, da te neka stvar toliko pokliče, ker pač ta kraj očitno nekaj nosi zate, a ne, in te vabi k sebi, zato da to odkriješ. In mene samo Azija vabi. Ja, mene pa kar nekaj stvari še. No, ampak mi gremo na Bali, familiarno. To smo Ja. že en let govorimo. Super. Že en let govorimo. Jaz še Si nisem bila? Ne, še nisem bila. Pa bi šla pogledati, ja. Sicer pravijo, da se je zelo spremenil, zelo skomercializiral, ne? Ampak ne, me zanima. Ja, mi, ko smo bili lani, smo bili predlani, ne lani smo bili v Londonu poleti, in sem jaz ful težila, da smo morali iti, ful sem hotela iti pač na te enodnevne izletke, ne predlani smo bili. In sem rekla, da želim en dan iti v Oxford, pa en dan v Cambridge, pa Glastonbury, pa tako z vlakom iz Londona. In pa so imeli glihune nesrečne štrajke in smo bili večino časa v Londonu, smo pa res ogromno stvari počeli. No, ta Oxford sem pa vseeno izsilila, ne? In ko smo prišli, je bilo meni tako nenavadno, ko imaš ta občutek, ker kot da veš, kaj bo za vogalom. Pač tako mi je bilo, tako sem bila excited, ne? In pol mi reče Lev, najmlajši, tako v enem momentu, tako se obrneš, če mami, ampak ti si tle enkrat živela, veš? In se vem, Lev. In je bilo tako, jaz se vem, da sem bila tle. In pa se rekla, ko boste vsi šli od bajte, grem jaz spet nazaj študirati. Se rekli, kaj mama, se rekla, ne vem, karkoli. Mislim, ne, ampak tako mi je bilo. In pa sem še tam, sem nakurila klemna, da smo šli s temi po teh oksfordski tej reki, ne, in imaš možnost teh navadnih vesel, pa une njihove posebne čovne, ki je ta dolga, veš, tako palca in je v bistvu paddling, ne, in sem rekla, dajmo to sprobati. Pa sem se pa čist spričkala s Klemnom, ker je v bistvu, veš, oni so ful, te mulci, ki tam pač živijo in to je očitno vsak dan in so hit in pa sem rekla, pa kaj si tako nerodna, pa ti to, in pol v enem momentu rekla, pa dej sama, če si to pametna. Se znaš, a ne, se znaš. In je bilo tako, tako mi je bilo, ko se počutiš doma. Ja. Pa mi Anglija načeloma ni tako, jaz rabim razumem. sonce, jaz sem ful bolj te romanske dežele, ta temperament. Ampak tako mi je bilo, da sem prišla domov. Res. Noro. Kam nas bo še kaj poklicali? Imate kakšne plane za letos 24? Pa nič nimamo čist konkretnega. Malo se nam nekaj svita, kam bi šli. Poletje si tako naredimo, da nekaj gremo morja, nekaj pa gremo potem še tako malo bolj proti severu. Gor. Da malo dobimo ali pa pola. Mi smo bili, pa hodite vsi skupaj še? Ja, lani ni šla Mila z nami, ko smo šli na morje, ker je bila takrat glih s svojim matijem, s mojim bivšim partnerjem v Kanadi. Če gremo pa skupaj. Ja. Hodite še. Ja. No, pri nas sta zelo hmal nehala hoditi. Sem take destinacije se gre, ne? Ja, Hrvaško take, rečeš pejta sama, Ja, ne? itak. Ampak, se pa a veš, gre. ja, se je res, ampak ti si nehal kdaj v 9., konc 9. že? Že? Ja, ful se mi zdi hiter. Ja, jaz sem bil takrat malo porešjan. Ja, fejst. Jure je nehal v prvem letniku, je še bil menda z nami, pol sta pa nehala. Moram pa reči, da smo bili pa letos, sem jaz meditirala eno soboto in me je meditacija odnesla na obalo, pač točno vem, Pakoštani. Enkrat sem se sprehodila čez tisti kamp. Mene je pač spustil me je tja. In jaz pridem dol in rečem, Boštjan, jaz bi šla na morje. Pa na morju smo že bili. Ja, kam bi šla? Ja, ne vem, en vikend si rekel, da bomo še mogoče šli. In jaz sem našla Pakoštane, vprašam Jureta, ja, Maja, itak, njega, ja, in smo šli za 4 dni v hiško, veš. Mobilno. Brez elektrike, brez brez- vode. Uno. Prav Robinson. Robinsonsko, ampak 4 dni smo spali v isti sobici in meni je bilo super.
Sej Miha rabi veliko svobode, sej si se umaknil, pa niti se nisi tukaj, ker sem mislila, da se boš, no. Tako da, Ne, no, to bil je prisoten, pa počasne. je bilo fajn, je tako. In preden smo šli, si rekel, evo, to je test, da vidimo, če gremo kam na kakšno večje potovanje, ne, kaj Bali sanjamo, mi dva sanjava Bali. No, vse brez pričkanja ne gre. Ne. No, vsaj pri nas. Ja, itak. Ampak se mi zdi, da zdaj je že Ja, pa tako, sploh, ja. ko ste večji. Ja. Otroci. Ja, no, ampak jaz sem kar dosti občutljiv na te stvari, pol pa mora biti neka pravila, no. Pravila? Ja, no, vse tudi pravila so v hiši, ko Miha pride domov, a veš. Treba biti bolj tih in tako. Ok, jaz bom zdaj te še vprašala, kar sem mislila. Bodi dobro v svoji koži, a ne, je recimo krovni naslov teh pogovorov in me zanima, če znaš poslušati svoje telo, dobro, glede bolezni si poslušala, a ne, tudi katera hrana, zdravila in tako. Če se znaš pač ustaviti, ko si izčrpana, če znaš se razvajati, kako skrbiš zase? Vse to me je naučila bolezen. Res se naučiti reči ne, brez slabe vesti. In ja, jaz dostikrat tako, kar sredi belega dne, ne vem, smo doma, pa delamo, pa kuham, pa tako in kar imam preblisk in rečem, jaz grem v banjo. Ampak so vsi že tako navajeni, ne, sam zabičam, zaprite tam vrata v dnevne, da ne bo tulbe, ne, in lepo si natočim, dam vedno malo soli, na sol dam eterično olje, ker vem, da se v sami vodi ne razsadejo, rabijo kristale, ne. In ja, sem lepo notri, pa si dam tako, si kakšno svečko pržgem, kdaj si kakšno knjigo dam zraven, pa čist tako, ja. Ali pa imam čist preblisk, rečem, jaz grem z Olivijo čez Golovec, pa še kaj imam zdaj, ja, tako čutim. Kam da Pač greš? Čez Golovec, ne. In ja, in jo mahnem za uro pa pol, 2, kdaj tudi 3. Tako da ja, evo, moram povedati, jaz obožujem tvoje izdelke, meni ta tvoja olja za telo, se mi zdi, da ko človek to enkrat sproba, se ne moš na nič drugega presedljati. In jaz sem bila poleti s prijateljico na potovanju po južni Franciji, po poteh Marije Magdalene sva šla. In sem imela s sabo ta tvoj oljček Relax. In je tudi prijateljica rekla, moj bog, kaj to tako diši? In sem rekla, ja, moje oljčko, ne? Potem mi je tako zanimivo, da zdaj, kadarkoli se z njim namažem, me čist prezumirati, ja. In mi je tako dragoceno, sem tako vesela, da sem ga imela s sabo. Ja, to pa res. Ker sem, zdaj vsakič, ko se z njim namažem, sem čistem. Tako da meni, evo, Balance in Relax, tvoji olji za telo, sta tak must have izdelek za kožo. Jaz redno uporabljam te tvoje za okrokučk, oboje imam kompletek in moram reči, da tudi ful opazim razliko. Ker sem kdaj, ne vem, izmanjka, pa se kar ne vem, kar teče life, pa se ne pofočkam, da spet kupim. In ful vidim razliko. Res, tako, jaz imam tako tanko kožo in mi jo je okrepilo, mi jo je. Ja, seveda. Jaz se veselim, da narediš še kakšno fino kremo za roke. To te spodbuja. Ja. Jaz imam zdaj trenutno še ene druge plane, no, ampak ja, hvala, da Jaz si to podelila. Jaz bi bila ful vesela. Hvala, da si to podelila. V vsakem primeru jo dobiš, tudi če ne bo uradno registrirana. Kako pa ti, Miha, se znaš razvajati? Ti se kar znaš. Jaz sem se od njega malo naučila razvajati, veš. On pa gre, pa reče, jaz grem zdaj kao se tuširati, pa so pa razni rituali tam in si prekadi in žajbelj in palo santo in ni da ni. Znaš, ne? Mislim, trudim se, no. Mislim, meni največje razvajanje je to, da sem jaz v naravi, ob reki, da imam ogenjček, da imam kakavček, da imam še koga zraven in to je vse, kar jaz rabim, iskreno. Ja, pa kakavček, kdaj bi ene dve taki gospe v letih pelal tako na en kakavček? Ja, bi, povod. Sej on je mene tudi s tem kakavom malo spoprijateljil, veš, s tem ceremonialnim.
In na njegovem dogodku smo ga tudi pili in je bilo vsem ful všečno. Se mi zdi, da... Jaz sem ga ene 3-krat, ampak mi je vsakič bilo ful slabo po njem. In pol pa, po mojem, mislim, ful je važna priprava kakava, ne. Je bil mogoče premočen, da so ga preveč zbili not ali kaj. A je bil na ognju pripravljen? Ali na plati? Po mojem na plati. Mislim, že to je ful velika razlika, ne. Sej jaz doma, ke imam svoj obred recimo s kakavom, pač za doma, itak, da si ga narediš na plati, saj si ga ne moreš narediti na ognju, a ne, ampak... Jaz imam plinski štedilnik. Aha, no, ampak ogenj V naravi. v naravi je pa še Ja, čist seveda je drug. čist drugače, ja. Ja, ker v bistvu ta ljudstva so tako pripravljala, a ne. In vidim že pri sebi, lahko so isti kakav, iste začimbe, pa bo drugačen spirit, drugačen okus, in če imaš možnost, mislim, jaz, ko imam možnost, vedno pač ogenjček. Vse zato so pa vse sklede zakurjene. Ne, Ali pa jih odnese poplava. ja. V glavnem, se pravi, znaš si prisluhniti. Ja. In ko si omenila bolezen, da te je to naučila, a misliš, ne vem, jaz, ko sem si pisala, kaj bi te vprašala, ne, je meni čisto iskreno je prišlo, kao da te vprašam, kaj ti je bolezen prinesla, recimo, pač prinesla, ja. Meni se zdi, da je tvoje zaupanje dar za nas vse. Mislim, jaz sem res tako ful močno to začutila, da ne samo ta tvoja igrivost, ki jo prinašaš svetu, ampak da je ta vera, ki je šla čez vse nivoje tebe, da si to ti prišla podeliti. A je to možno? Možno. Mislim, jaz bi rekla tako, meni je bolezen podarila sebe, mene. Pač jaz sem sebe dobila nazaj skozi to in še zmeri ne v celoti, zato sem zdaj na študiju telesno orientirane psihoterapije, kjer se še bolj dobivam nazaj. In se mi zdi, prav tako me pred časom nekdo vprašal, Mojca, kaj se tebi zdi smisel življenja? Sem rekla, življenje samo, tudi ga živimo v polnosti, ne? In kaj je zdravje? Zdravje ni samo odsotnost bolezni. Zdravje je prav ta polnost. Biti zdrav pomeni biti živ. Se pravi, sprejeti sebe v polnosti, z vsemi delčki sebe, tudi tistimi, ki se ti mogoče ne zdijo glih najbolj fajn, ampak ne, vse to sem jaz. In dokler tega ne sprejmem, ne morem niti postati nihče drug, ne morem postati neka druga, pristnejša, subtilnejša verzija sebe. Ne? Najprej se moram polno zaobjeti, da lahko, veš, tako kot cvetka, najprej popek, da se lahko potem razpre. Itak, vse vidike sebe. Ja, vse. In prav je, da gre vse, se mi zdi, da gremo v to smer. Meni se zdi, da jaz vedno več ljudi takih spoznavam, takih čudovitih dušic, ki delajo na sebi, no, in meni je to, a ne, že zadnjič sva se pogovarjala, da se mi zdi, da kreiramo lepši svet. In zagotovo ga, a ne? Ja. Ja. Je pa si pa hotela v bistvu izpostaviti ali pa omeniti to, a ne, da je ta tvoja izkušnja itak bila učenje zate in da ti v prvi vrsti tako dala sebe, ampak da ti zdaj zaradi tega lahko ta navdih deliš tudi z drugimi, a ne. In velikokrat je tako, da se mi zdi, no, kakor jaz dojemam, da imamo v življenju izkušnje, ki so na nek način malo izražajo naš notranji namen, naš razvoj, kako se zdravimo, kako se iščemo, kako se prebujamo, da lahko v bistvu potem s to zavestjo vstopimo tudi v svet, pa pomagamo mogoče tudi drugim, a ne. Že sam s tem včasih, da smo kot nek navdih, a ne. In je v bistvu ful lepo videti, no, da ljudje tudi iz težjih življenjskih preizkušenj vzamemo toliko lepih stvari in jih pol lahko ponesemo naprej, ne.
ker, a veš, nekomu bilo to blazno trpljenje, ti pa si verjetno izbrala, oziroma si zagotovo izbrala, da bo to v bistvu tvoja pot srca in da bo to tvoja vrnitev domov, ne? Ja, ker se mi zdi, da čim stopiš na stran strahu, pač to postane trpljenje. Ker ko si v polju strahu, v polju žrtve, je seveda vse, kar se ti dogaja, grozno in nepošteno. In zakaj glih jaz, pa toliko sem bila dobra, pa toliko sem se trudila, ta svet res ni pošten. In bolj v bistvu ves čas čakaš sam na še večje sranje, ki se ti bo zgodilo. In če sprejmeš življenje tako kot sebe v celoti in če sprejmeš tudi to opcijo, ja, lahko se zgodi, da umrem, seveda se lahko zgodi, pač se odpreš vsemu, kar je, in ti da to v bistvu dosti več možnosti in moči, da se ne bo tisto zgodilo, ne? In ja, ves čas delovati iz tega polja hvaležnosti in predvsem to, nič ni samoumevno. Nič ni samoumevno. Jaz tako vedno rečem, to, da se zjutraj zbudiš in odpreš oči, ni samoumevno. Kdo pravi, da bi tvoje srce, da mora kar biti? Lahko bi po noči nehalo biti. Lahko, ne vem, ti žilca poči. To je čudež, to je dar, da si danes spet odprl oči. Mi pa odpremo oči in spet kaj te čaka, pa toliko imam unih mailov za odgovoriti, in spet pademo v čisto drugo, namesto da bi bil joy, slavljenje, mater bola, še en dan imam na voljo. Ja, in čisto drugače poteka naš dan, ne? Ja, in v bistvu gre sam za to prisotnost, zavedanja, ne? In tudi si rečeš, če bi mi res imeli ozaveščeno, da je vsak trenutek, vsaka milijoninka vsega pač neponovljiva, pa ne more ti biti dolg čas, ti se lahko ves čas samo čudiš. Ni druge variante, kot da si v čudenju. Ker si rečeš, evo, nikoli več ne bo to, nikoli več ne boš tako nasmehnil, točno tako. Točno to. Ne? Ja. In si bolj lahko res ves čas samo, o moj Bog, in si sam, jaz sem del tega, o moj Bog, jaz sem del tega. In rečeš, kakšno darilo, kakšen privilegij. Ampak pozabljamo. In je vse tako, vse je samoumevno, pa spet en dan, ne? In s tem bi mogoče jaz zaključila. Jaz imam še eno vprašanje. Se mi je vmes utrnalo. Ful me zanima, kako ti doživljaš ali pa kako ti praznuješ pa častiš življenje. To je vprašanje, ki se mi je utrnalo. Torej, naj bo jasno, da imam jaz tudi te zdrse, da ne bo zdaj videti, da pa sem jaz ves čas, ne? Ampak se probam vsakodnevno in to je to, čemur jaz pravim delo na sebi. Da ti samega sebe ves čas probaš v svoj center, v to zavedanje tukaj in zdaj, ne? Sploh opažam, dejstvo je, da tudi bolj, ko postaješ pretočen, bolj, ko postaješ senzibilen, bolj si tudi dovzeten za vse te kolektivne impulze, ki so zunaj, kar pomeni, da te dosti lažje potolče, kar pomeni, da rabiš ful več dela, da ostaješ v tem centru, ampak ko pa si v centru, je pa to tudi toliko večje zadovoljstvo, ker greš toliko globlje in sežeš toliko dlje v tem polju. Kaj si že dal vprašanje? Kako ti častiš, praznuješ življenje? Jaz se mi zdi, meni pomeni čaščenje življenja to, da probam res biti prisotna. Da probam biti radostna v življenju in da probam biti takrat, ko počnem stvari, da sem res tako prisotna. Se pravi, zdaj, ko se z vama pogovarjam, da se polno vama predam. Ko zvečer tam mala dva božam, da ni, da mislim, kaj imam še narediti pa božam, ampak da sem z roko tam, da čutim, da se jo dotikam, da probam zaznati, kaj se v njima tudi dogaja. Da ko gremo v naravo, sem polno tam in res čutim to življenje. Jaz obožujem jutra, tako res zgodnja jutra, ko imam feeling, da se gost prebuja skupaj z mano, oziroma jaz z njim, da smo vsi še, veš, imam občutek, da se še piški tam gor. Torej, imaš res tam občutek. A vidiš, koliko slavi, sploh je ne rabiš poslušati, samo vidiš jo lahko. Ja. Mislim, to mi je slavljenje, veš, da ne vem, da tudi, ko začutim lakoto, pa me ima, da bi pod nečem posegla, rečem, ne.
to si bom zdaj pripravila, ali pa grem jaz, pa ni vedno tako. Ampak hočem reči, ka pa je, pa še toliko bolj slavim, a veš. Da, ja. In tudi vidim, ko zavestno gledam stvari po televiziji, ker naprimer si prav rečem, jaz redko gledam, ampak pol pa manjka še navaj, pa rečem, oziroma pa 14 dni ful gleda, neko serijo, okay. Ampak ker gledam iz drugega nekega polja, stanja, me kar gledam ful odklepa. Res tako prav čutim, kako me na nekih nivojih transformira. Ni, da sem gledam eno zgodbo, ali pa ne, ampak gre res globlje. In se mi zdi tako, da ko smo prisotni, smo v stiku z vsem, kar je. In v bistvu potem vse z nami komunicira in mi z unim. Ne? In lahko ves čas tkemo v bistvu. Res je. In ko smo tukaj in zdaj lahko opazimo čudeže okrog sebe, s tem bi pa mogoče jaz zdaj zaključila, če lahko. In to se mi je tako močno pripeljalo enkrat, ko sem meditirala za Savinjo na tvojem placu. Ja, no, pardon. A veš, ko si tukaj in zdaj nisi v teh zgodbah, v preteklosti, pa kaj moram, pa kaj ne moram, da lahko opaziš, kaj je tukaj zate. In pa odprem oči in vidim brzice, ki jih vidim velikrat, pa jih nikoli nisem tako doživela. Wow, kako je lepo, ne? In jaz se tudi probam se spominjati, da sem tukaj in zdaj in da mi je lepo, da doživljam, ker Majo nekaj sprašujem, da jo probam poslušati in tudi ona je moj opomnik, da sem tukaj, a ne? In ona me tega uči in hvala Mojca, jaz sem ful počaščena, nimam pojma, koliko časa smo se pogovarjali. Jaz sem res ful počaščena, da si bila tukaj in sem jaz na nek način let prebila še s kom drugim. Zdaj si lahko mene zamenjaš. Zdaj te bom za ene dvakrat. Tako da, ja. Hvala za povabilo, meni je bilo krasno in želim srečno pot tem navdihujočim pogovorom. Naj zajadrajo čim več domov, čim več src in naj naredijo svoj magic. Hvala. Tudi tebi hvala. Ja, malenkost. Tudi vam hvala in se vidimo prihodnjič.